No, v Sudanu vojska pravi, da je ponovno zavzela strateško območje blizu etiopske meje po spopadih s silami za hitro podporo, RSF, in zavezniškimi borci v regiji Modri Nil. Ta poteza sledi potem, ko so sile povezane z RSF konec marca zavzele bližnji Al-Karmuk in odprle novo fronto na jugu Sudana. Spopadi prav tako poglabljajo napetosti z Etiopijo, potem ko je Kartum obtožil Etiopijo vpletenosti v nedavne napade z droni, kar Etiopija zanika. Vojna v Sudanu je že pregnala več kot 11 milijonov ljudi v eni najhujših humanitarnih kriz na svetu. Spet sem tukaj v studiu Širi. Širi, vem, da imava veliko zapovedati o tem, kaj se dogaja v Sudanu, ampak poglejva tudi, kaj to pomeni za regijo. Kaj to pomeni za Izrael? Ker je prišlo do prekinitve pogajanj o pridružitvi Sudana Abrahamovim sporazumom zaradi državljanske vojne, ki se odvija. Ker se vojna vleče, kakšna je potem prihodnost odnosov med Sudanom in katerokoli od držav v regiji? Mislim, da normalizacija ni v igri. Medtem pa poteka državljanska vojna. To je prvo. Izrael ni zavzel stališča. Zapletena, zelo zapletena situacija z regionalnimi nasprotniki na vsaki strani. Pomembno je razumeti, da se oblikuje zavezništvo med Izraelom, ZAE, Etiopijo in Somalilandom, kar je zelo zanimivo. Kot verjetno gledalci oddaje vedo, naj bi ZAE domnevno podpirale sile za hitro podporo pod vodstvom Hametija. Veste, to je pač druga stran in država je v bistvu znova razdeljena na dva dela. To je zelo občutljiva situacija. Medtem ko so Egipt, Saudska Arabija in Katar na drugi strani, Turčija pa naj bi domnevno prodajala orožje obema stranema. Zato moramo biti tukaj res zelo previdni. Mislim, da spet, tako kot v Iranu, tako kot v Izraelu, tako kot drugje, največ ljudi, veste, tisti, ki so najbolj prizadeti, so ljudje, ki trpijo sredi tega boja za moč, za prevlado, lahko gre za nafto, minerale ali pa za nadzor strateških pristanišč. Tako da je to zelo resna situacija. Seveda moramo povedati, da Združeni arabski emirati trdijo, da je sudanska vojska zelo naklonjena muslimanski bratovščini in da ima islamistično agendo. In to ni povsem brez osnove. Tako je, Izrael nekako ob strani, vsaj javno. Ne vem, ali obstajajo kakšne sodelovanja, vendar morate, če pogledate to rastoče zavezništvo med ZAE, Etiopijo in Somalilandom, bi lahko domnevali ali predlagali, da smo morda na nek način tudi mi vpleteni. Ne vem. Zanimiva analiza. Sherry Frank Grossman, hvala, da ste bili danes z mano v angleškem studiu i24 News. Hvala. Hvala, Siko. No, v drugih sudanskih novicah je papež Leon sprejel sudanskega premierja v Vatikanu na pogovorih o vojni v državi in vlogi lokalne cerkve v Sudanu. Vatikan je sporočil, da sta obe strani poudarili nujno potrebo po premirju, humanitarni pomoči prebivalstvu ter dialogu med vsemi sudanskimi stranmi za končanje konflikta in vzpostavitev miru. 30 afriških držav se zbira v Keniji na vrhu Afrika-Francija, vključno z voditelji iz vse Severne Afrike, kot sta kralj Maroka in egiptovski predsednik Abdel Fattah al-Sisi. Preko vikenda sta se Abdel Fattah al-Sisi in francoski predsednik Emmanuel Macron sestala, da bi govorila o gospodarskem sodelovanju in stopnjujočih se krizah po celotnem Bližnjem vzhodu. Današnji vrh je namenjen razpravi o načinih krepitve trgovine in gospodarskega partnerstva med Francijo in afriškimi državami.